Pozdravljeni. Tudi tokrat si bomo, kot običajno, v našem rednem komentarju novic pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Kot je že v naši navadi, se bomo tudi danes ustavili pri 4 različnih temah. Ampak tokrat je treba poudariti, da sta druga in tretja tema izjemno povezani in da imate tudi tokrat bližnjice do citiranih člankov navedene v samem opisu. In danes, verjemite, se bo splačalo pogledati, kaj piše v izvirnikih. A brez skrbi, tudi tokrat slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral v že prej omenjenih člankih. Ko se ta spremeni v črno-belo, pa dodajam moje osebno mnenje oziroma moj komentar. Tako, tudi danes smo prav na hitro obnovili ta malce drugačni format, zato se lahko takoj lotimo prve današnje teme. Današnja prva tema se bo dotaknila intervjuja, ki ga je Lando Norris dal za časopis The Guardian. Ta je bil objavljen 21.4. na njihovi spletni strani. In tu, vkolikor koga zanima, lahko vidimo, kakšno mnenje ima Lando Norris do raznih zadev, povezanih s Formulo 1. In menim, da ni potrebno navajati vsega, kajti kot pravi sam avtor, je Lando Norris dober govorec, odprt in inteligenten, dokler mu to pustijo. V samem intervjuju so prišli do točke, ko je na dan prišlo vprašanje, kaj si Lando Norris misli o novih pravilih. In čeprav njegovega menedžerja ni bilo tam v bližini, je bil odprt telefon na mizi. In kar naenkrat se je zaslišal glas tega pomembnega člana njegove ekipe, ki mu je enostavno prepovedal odgovarjati. In na to, ko so hoteli vprašati še kaj več, je prišel asistent in povedal, da je časa enostavno zmanjkalo, čeprav naj bi imeli še 10 minut na razpolago. In kaj bi lahko tu dodali? Prvič to, da vsi vozniki Formule 1 niso vešči komuniciranja z javnostjo, da ne znajo biti tako pretkani, tako politično korektni, kot današnji čas zahteva. Namreč namesto v šole so hodili na proge. Lando Norris je seveda svetovni prvak in ne sme si dovoliti odprto kritizirati karkoli v povezavi s Formulo 1. Težava je v tem, da namesto, da bi ga podučili, kako se lahko izogne neprijetnim vprašanjem, ga tako rešujejo iz, recimo, temu kočljivih situacij. To, da novinarji sprašujejo neudobna vprašanja, je njihov poklic. Ampak vprašati Landa Norrisa, kaj si misli o novih pravilih, se mi ne zdi nič kaj takega. In verjetno tu ima lahko vsakdo svoje mnenje, marsikdo bo dejal, da včasih je bilo bolje, sam bom dejal, da včasih je bilo drugače. O tem bomo seveda globlje razpravljali kdaj drugič,
danes pa moram potrditi, da je lahko Lando Norris res dober govorec, odprt in inteligenten, samo do tiste točke, ko mu menedžer to dovoli. A poglejmo si drugo današnjo temo. V drugi današnji temi se bomo ustavili pri članku, ki je bil objavljen 21. aprila na spletnem portalu motorsport.com. Tu smo lahko zasledili izjemno zanimivo razmišljanje Jackija Ixa. Namreč ta belgijski voznik Formule 1 in legenda v svetu enduransa je dejal, da z sedanjimi pravili v Formuli 1 ni prav nič narobe. Tu je treba poudariti, da mnogo kritikov na današnjo Formulo 1 se nekako spogleduje s preteklostjo. Namreč govorijo o tem, da je nekoč bilo boljše. Ampak Jackie X je dejal, da to v resnici sploh ni pomembno. Gre za popolnoma zgrešen koncept. Mnenja niso važna, vključno z njegovim. Kritike niso važne. Podpora ni važna. Jackie X je dejal, da edina stvar, ki je važna, je enostavno število gledalcev. In kljub temu, da so nekateri izjemno glasni, nam številke kažejo, da je gledalstvo Formule 1 v porastu. Torej, treba je dodati, da Jackie X po svoje ima popolnoma prav. Dokler bo Formula 1 imela takšne številke, vse kritike, tudi upravičene, glede kakšnih sprememb v pravilniku, niso tako pomembne in generalno gledano je vse v redu. Po svoje bolje tako, in da ima Formula 1 publiko, kot če bi imeli popoln pravilnik po naših željah, in to nikogar ne bi zanimalo. A tu moramo pogledati še, kaj sem pripravil v tretji temi, ki je navezana na drugo. V tretji današnji temi se bomo dotaknili članka, ki je bil objavljen na spletnem portalu Planet F1 22. aprila. Tu lahko zasledimo mnenje Josa Verstappena. To mnenje je diametralno nasprotno od onega, ki ga je povedal Jackie X. Jos Verstappen na kratko je dejal, da so pravila sedanje Formule 1 v nasprotju s tistim, kar naj bi Formula 1 bila. In verjamem, mnogi navdušenci se z njim strinjajo. In Jos je dodal tudi, da dobesedno ugasne televizijski sprejemnik, ko vidi na ekranu prenos dirke za veliko nagrado. In zopet bi dejal, da v mnogih primerih bi tudi sam zaprl televizijski sprejemnik. Namreč, ukolikor bi bil na mestu Josa Verstappena, bi to pomenilo, da bi si lahko mnoge dirke ogledal v živo z izjemno dobrega mesta. A pustimo sedaj to. Verjetno je vsakomur med nami jasno, da Jos Verstappen nekako igra z čustvi publike. Govori tisto, kar nekako ponavljajo najbolj goreči kritiki. Ne da pa nobene razlage, nobene rešitve, nič, razen sovraštva, gneva, neke vrste nasilja.
Vidi se razliko med njegovim stališčem in stališčem Jackija X-a. Jackie X ni dejal, da se on z novimi pravili strinja ali pa da so mu všeč. Dejal je, da tudi njegovo mnenje v tej zadevi je nepomembno, dokler bodo številke. Medtem ko Jos Verstappen odkrito kritizira, ampak ne ponuja nič. In tu lahko mi navdušenci vidimo dva različna nivoja človeka in tudi dva različna nivoja poznavanja Formule 1. Po mojem skromnem mnenju je Jackie X pokazal, da je bistveno više kot Jos Verstappen. Čeprav se bo marsikdo izmed vas tudi strinjal z mnenjem očeta štirikratnega svetovnega prvaka. A o tem kdaj drugič. Danes nam je ostala še četrta tema. In poglejmo si, kaj sem pripravil. Današnja zadnja tema bo pa nekoliko bolj polemična kot običajno. Seveda se bomo tudi tokrat dotaknili rahlo bolj obrobne teme, ampak verjetno bo zanimala marsikoga izmed vas. Znano je, da se običajno ne ukvarjam toliko z domačimi viri o Formuli 1. Ampak, ko se začnem spraševati, za koga nas imajo, je potrebno zadeve malce razjasniti tudi vam. Danes se bomo dotaknili članka, ki je bil objavljen na spletnem portalu 24ur.com 22. aprila. In to si je potrebno zapomniti. Namreč tu smo lahko zasledili, kako je Lewis Hamilton dejal, da so končno pri Ferrariju začeli upoštevati njegove želje, recimo temu njegova navodila. In avtorji ugotavljajo, kako je Lewis Hamilton doživel pravi preporod, s tem, da se omenja njegovo 3. mesto na veliki nagradi Kitajske. A ne bomo obnavljali vsega. Kogar zanima, si lahko prebere v izvirniku. Težava je nekje drugje. Prvič smo res prepričani, da je Lewis Hamilton kar naenkrat oni stari, oni pravi, oni na zmagovalni poti. Verjetno nekatere je malce zaneslo. Namreč, če pogledamo rezultate prvih 3 dirkaških vikendov v sezoni 2025, bomo ugotovili, da sta oba voznika Ferrarija zbrala le 35 točk. Na veliki nagradi Kitajske sta bila oba diskvalificirana, ampak Charles Leclerc je imel 20 točk, Lewis Hamilton 15. In tu je treba poudariti, da 5 točk razlike je lahko malo, je lahko mnogo. Kaj pa letos? Rezultat, kar se tiče konstruktorjev, je bistveno boljši, 90 točk. Ampak to verjetno gre na račun tudi bistveno boljšega SF-26. Med Lewisom Hamiltonom in Charlesom Leclercem je zopet razlika. Leclerc ima 49 točk, Hamilton 41. Torej, iz lanskih 5 točk razlike smo prišli na letošnjih 8. In govoriti o preporodu Lewisa Hamiltona po veliki nagradi Kitajske je malce pretirano. Ker na veliki nagradi Kitajske smo videli, da je Lewis Hamilton res prišel na zmagovalni oder, ampak na veliki nagradi Japonske sta pred njim bila ne samo oba Mercedesa, ne samo Charles Leclerc, ampak tudi oba McLarena. In to je izjemno pomemben indic. Namreč treba je povedati, da je bila meni izjava in struktura članka znana.
Nekje sem nekaj takega že bral, ampak nisem si zapomnil, kje. Zato sem uporabil iskalnik in naletel na članek, ki je bil objavljen na spletnem portalu PedocGP 26. marca po veliki nagradi Kitajske. In če preberemo tisti članek in ga primerjamo s slovenskim, bomo videli kar precej vzporednic. In tu vam moram priznati, da vsi mi, ki se ukvarjamo s Formulo 1, hočeš nočeš prepisujemo. Namreč nismo vsi tam na lokaciji, da bi lahko informacije izvedeli iz prve roke. Ampak, da se slovenski publiki prodaja skorajda mesec dni stare zgodbe o vsem, kar se je med tem časom zgodilo v Formuli 1, je pa že višek. Upravičeno se je spraševati, za koga nas imajo. In tu seveda si lahko vsak sam da odgovor, ampak verjetno je glavno, da v naslovu piše Hamilton, piše Ferrari, da vi klikate in da ne komentirate. In tu verjetno je glavni razlog, zakaj je moj kanal neuspešen, ker se trudim povedati nekaj malce drugačnega, ampak predvsem hočem dati čim bolj sveže in relevantne novice. Pogrevati zgodbe iz velike nagrade Kitajske pred veliko nagrado Miamija pa kaže na nivo neke medijske hiše, ki med drugim dirke celo prenaša. Koliko časa jih boste prenašali tudi vi, je pa čisto vaša osebna zadeva. Tako, prišli smo do konca tudi tokratnega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.